Gospa Podpečan, pri začetku glasbene šole Zagorje vas še ni bilo zraven, ne? Zdaj pa ste že zelo dolgo. Kaj ob jubileju sploh razmišljate, kaj daje ta glasbena šola Zagorju, Zasavju, Sloveniji? Dober dan, najprej lepo pozdravljen. Ja, 80 let je dolga pot in ob takih mejnikih, kot so obletnice, kot so jubileji, se človek nehote ozre na začetek, ne? Ker vedno je začetek tisti, ki zaznamuje neko pot, neka vstopna energija, ki je očitno leta 1946 bila zelo dobra in prava. Takrat seveda je bila glasbena šola ustanovljena kot podružnica Glasbene šole Trbovlje, potem pa je v teh letih postala samostojna glasbena šola, kar je tudi seveda ostala vse do sedaj. Ogromno bogastvo znanja, predvsem pa kulturnega razvoja kraja, ne, ker Zagorje je rudarsko mesto, tako ali drugače, na to smo ponosni. To je naša dediščina in ob bok temu že 80 let živimo z glasbo, to je neprecenljivo. In ljudje, ki so išli iz te glasbene šole, ne samo, da so tisti, ki so seveda profesionalni glasbeniki, odlični, bili v preteklosti in tudi sedaj, pač pa tudi izjemno veliko ljubiteljskih glasbenikov. Kar pomeni, da je glasbena šola nekako bila tudi zibelka te dejavnosti ljubiteljske in seveda kasneje potem tudi kulturnih drugih dejavnosti, tako da ja, zelo veliko bogastvo, ki ga negujemo in izjemno spoštujemo in seveda ohranjamo za prihodnje rodove, kar upam, da se bodo tudi čez desetletja, mogoče 100 let ozirali nazaj in tudi naše delo ocenili kot dobro. Kakšna je glasbena šola ob 80-letnici? Koliko je učencev, učiteljev? Velika šola. Zdaj smo pa res velika šola. Predvsem smo izjemno srečni in ponosni, da lahko delujemo sedaj v teh prekrasnih prostorih, katere smo se selili ob 75-letnici šole. To je neka svežina, neka energija, nek zagon, ki je neopisljiv. Seveda, še zdaj sem ponosna na tiste trenutke, še zdaj nekako mi zatrepeta srce, ko sem prvič vstopila v prostor, ki se je že, takrat se je že vedelo, seveda, da bo to glasbena šola Zagorje, nekako sem začutila, to je to, ne? To je pač prostor, ki bo naš, ki je naš, kjer bomo lahko ustvarjali naprej. Čeprav smo se na Cankarjevem trgu počutili krasno, uživali smo, tudi trg ima svoj čar, seveda, tudi šola, stara šola, lepa stara dama, kot smo ji rekli, v prijetnem okolju, s čudovito obkroženimi in sosedi in z vsem, kar sodi zraven, ampak seveda premajhna, ne. Kajti mi smo samo v 20 letih praktično iz 300 skupaj vpisanih učencev prišli zdaj skoraj na 400, ne. Trenutno je na šoli vpisanih skoraj 390 učencev, 26 je zaposlenih, imamo 7 orkestrov, 2 pevska zbora, izjemno velik in uspešen baletni oddelek. Skratka, velika šola smo od letošnjega šolskega leta tudi z jazz programom, ki je seveda bil uveden na nacionalnem nivoju, tako da ja, sodobna, moderna šola usmerjena v prihodnost, tako po prostorskih pogojih, po pogojih za delo, kot seveda tudi po programih in uspešnosti. Je sploh kakšen inštrument, ki ga pri vas naučite, pa recimo je za glasbene šole v Sloveniji značilen? Značilno bi težko rekla, tisti, ki so seveda značilni in tudi obvezni za javne glasbene šole, jih seveda imamo in tudi še veliko več. Res pa je, da v programu še nimamo harfe, čeprav smo že lansko leto razpisali, moram pa reči, da nismo še tako zelo oglaševali, kajti tudi uvajanje novih inštrumentov seveda zahteva svoj čas, ne, in da se postavijo dobri temelji za razvoj oddelka, tako da tukaj je še nekaj, ki bi skoraj rekla, da trka na vrata. Si pa zelo želimo tudi, da bi odprli vsaj delno oddelek kontrabasa, kajti kontrabas je kar zelo pomemben inštrument za godalne in za simfonični orkester in tudi sicer zelo uporabljen inštrument v vseh zvrsteh glasbe, tako da to je tudi še neki izziv za prihodnost. Nimamo pa tudi fagota, ampak mislim, da za takšne fagotistov že na splošno v Sloveniji ni veliko, kajti to je inštrument, ki je sicer precej deficitaren,
kljub temu pa ni tako splošno uporaben, kot so morda druga pihala. Tako da fagot morda kdaj kasneje, ko bodo drugi ljudje delali in vodili to šolo, zaenkrat nismo imeli v mislih. No, kar bi pa recimo si še želela, bi bile pa citre. Citre kot ljudski inštrument, tudi to je del seveda nacionalnega programa oziroma v predmetniku za glasbene šole. Smo tudi že pred leti razpisovali, pa nekako ni bilo interesa v Zagorju oziroma v tem okolju. Dejstvo je, da Zasavci smo, kot rečemo, pleharje. Pihala, trobila so tista, ki nas najbolj identificirajo, s katerim se v teh inštrumentih se najbolj prepoznamo, potem pa seveda ljudski inštrumenti, harmonika na drugi strani in pa seveda petje. Tako da pač so še izzivi za prihodnost, vendar pa vse tisto, kar je potrebno, kar nekako je splošno najbolj uporabno, pa seveda imamo. In še kaj zraven. Je v Zagorju sploh kakšna družina, ki ni povezana z glasbeno šolo tako ali drugače? Težko bi rekla za tako 100%, ampak moj občutek je, da ne. Da vsak je na nek način v Zagorju povezan z glasbo. Jaz tudi, kadar sedimo z ravnatelji skupaj, ravnatelji glasbenih šol, rada rečem, da v Zagorju je pač glasbena šola in glasbeno izobraževanje del splošne izobrazbe. Kajti skoraj avtomatsko je že, da starši, ko se pač otrok vpiše, ko ga vpiše v prvi razred osnovne šole, pride vpisati tudi v glasbeno šolo, če ne že prej, ker lahko tudi že 5-letne otroke vpisujemo. Tako da ja, povezani z glasbo, kot velikokrat rečem, in tudi ni naključje, da smo pred 10 leti ob 70-letnici šole, nekako je bil naš slogan živeti z glasbo, od tam naprej pa, oziroma pri 60-letnici bilo kot živeti z glasbo, ob 70-letnici pa kot utrip srca. In ta ostaja, tudi v 80-letnici in se plemeniti naprej. Tako da to zagotovo tudi je odgovor na tvoje vprašanje, da mislim, da ni družine, ki ne bi bila tako ali drugače v Zagorju povezana z glasbo. Ob 80-letnici ste pripravili že kar nekaj koncertov, verjetno še kaj pride letos. No, danes pa bo ta slavnostna akademija. Kaj lahko pričakujejo obiskovalci? Izjemen dogodek, vsebinsko izjemno bogat, izjemno pestro, predvsem pa kar malce, kako bi rekla, malce spektakularno, ker bodo točke, ki jih tudi moji vsega vajeni Zagorjani, moja čudovita publika ali pa naša čudovita publika še ni slišala in videla na zagorskem odru. Veselimo se tudi vsi ustvarjalci tega dogodka neizmerno, seveda pa v prvi vrsti velika čast in ponos, da bo naš dogodek svojo prisotnostjo počastila tudi sama predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, ki bo tudi slavnostna govornica. Izjemno se veselimo tega, zelo smo počaščeni, kajti to ni samo veliko priznanje glasbeni šoli Zagorje in občini Zagorje, pač pa tudi celotnemu slovenskemu glasbenemu šolstvu, ki je tudi staro že več kot 200 let. In je eno prvih oziroma že od samega začetka prostovoljno in pa tudi brezplačno in omogočeno seveda vsem, ki so se želeli izobraževati že toliko let nazaj, da ne govorimo tudi sedaj. In seveda nam je velik ponos, da tudi ceni to predsednica države in da si ob obilici obveznosti, ki jih ima, vzela čas in da pride v Zagorje. To nam res veliko pomeni. Gospa Podpečan, najlepša hvala za pogovor, iskrene čestitke še enkrat ob jubileju in vse najboljše spet naslednjih 80 let. Najlepša hvala, hvala pa tudi vam za vso podporo, ker tudi medijska podpora je v naši dejavnosti zelo pomembna in vi nas res tako lepo sledite, o nas pišete in tudi predstavljate naše delo, kar pa je tudi zelo pomembno v današnjem času. Hvala.